Začenjamo z zadnjim delom naše konference, tudi današnjega dne, ki bo sledila razprava, ki bo upam, da čim bo daljša in čim bo zanimiva. Glede na referata ne dvomim, da bo. Tukaj že pozdravljam, da na mene sedi dr. Zdenko Radelič, ki bo nam povedal referat o represiji na Hrvaškem času po drugi svetovni vojni, pa je mislim, da najbolj, da mu kar predajem besedo. Prosim. Hvala. Pravi, že kolega povedal, naslov je represija na Hrvaškem, to je nekakšen splošen pregled vsega, kar se dogaja v 40-50 letih na Hrvaškem. Najprej bi rad izpostavil glavne vzroke, iz katerih je represija na Hrvaškem po času po drugi svetovni vojni izhajala, s katerim je bila pogojena. To so predvsem vojna zmaga Komunistične partije Jugoslavije in njene jugoslovanske armade, obnovitev Jugoslavije in reševanje nacionalnih vprašanj ter izvršitev revolucije. Vojne žrtve na zmagoslavni strani so bile bistveni vzrok poročilnih ukrepov in maščevanja. Pregon separatistov, izgon Nemcev in razširitev jugoslovanske meje na zahodu in odhod Italijanov pa so bili posledica promoviranja jugoslovanskih državnih interesov na podlagi reševanja južnoslovanskih nacionalnih vprašanj. Toda oba navedena elementa sta se izprepletala z načrtovanimi revolucionarnimi spremembami od strani Komunistične partije Jugoslavije, ki se je obračunavala s svojimi nasprotniki in tekmeci. Seveda državne, nacionalne in nacionalne interese ni mogoče obravnavati in razumeti ločeno enega od drugih. Maščevanje med pripadniki poražene vojske in države je sovpadalo z mnenjem, da je treba obračunati z vsemi možnimi nasprotniki, se pravi tudi tistimi, ki bodo verjetno nasprotovali področnim revolucionarnim ukrepom. Radikalno stališče, se pravi maščevalno revolucionarno politiko, da je potrebno likvidirati ali pa marginalizirati razen vojnih sovražnikov, tudi vse potencijalne sovražnike, so odkrito zastopali recimo pripadniki vozne v Slavoniji, se pravi pripadniki sigurnosne politične policije. O tem so višje organe februarja 1945 obvestil visoki funkcionar Ozne. Namreč govorili so, citiram, citatu v hrvaščini, bez mnogo skrupula treba likvidirati sve one za koje znamo da su nam neprijatelji i one koji će sutra biti protiv nas. CKPH je že januarja 1945. dobil obvestilo, da so povlaščenci Ozne od svojih nadrejenih dobili navodila o likvidaciji. Pri prevzetju oblasti so morali tiste, ki so, kot je bilo rečeno, izpolnjevali potrebne pogoje, likvidirati. Potrebne pogoje so seveda razen zločincev najverjetneje izpolnjevali tudi najnevarnejši vojni in politični nasprotniki. Znano je, da je v začetku maja 1945. Ozna prve armade imela navodilo, da naj njene brigade vojne ujetnike, kot je bilo rečeno, čistijo, kar na kraju samo. In da naj višjim organom pošilja samo tiste, katere ne utegnejo likvidirati zaradi svojih vojnih obveznosti. Citiram, oficire, čistite sve redom, osim ako za nekoga dobijete od Ozna ili partije, da ga ne treba likvidirati. Uopšte u čišćenju i likvidiranju treba biti nemilosrdan. Radikalno politiko ilustrira tudi depeša načelnika Ozne i člana Politbiroja Aleksandra Ankovića, ki je 15. maja 1945. nezadovoljen zaradi premalo pobitih od Hrvaške Ozne zahtevao da dela hitro in odločno in da vse konča prvih dneh. Prav gotovo gre za navodilo o likvidaciji. Ozna za Hrvaško julija 1945. sporoča o aretiranih dombranskih in ustaških častnikih in vojakih, omenja realitih bilo okrog 17.000, verjetno na področju Zagreba in okolice, in da je, citiram, večina istih također riješena, a ostali u toku. Beseda riješeno se glavno pravi za tiste, ki so bili pobiti brez presode sodišča ali pa z njo,
Le včasih pa tudi gre za druge kazne, ali pa celo za izpustitev na prostost. Znano je, da je divizijsko vojno sodišče Jugoslovanske armade Bjelovar od maja do konca avgusta 1945 obsodilo 1661 oseb. To pomeni, da so izrekli skoraj 20 obsodb dnevno. Mnogi so bili obsojeni na smrt. Vojno sodišče poveljništva Zajevškega področja pa je od maja 1945 do februarja 1946 na smrt obsodilo 853 oseb, kar v 9 mesecih znaša poprečno 3 smrtne obsodbe dnevno. Dostopni so tudi seznami Budbe za Dalmacijo za nekaj okrajev iz leta 1948, ki dokazuje, da je likvidacija po kratkem postopku po vojni bila zelo pogost način kaznovanja. Sezname je Budba prav gotovo izdelala za vse okraje Hrvaške, to da v arhivih ni mogoče najti. To, da je CK KPH na svojih sejah junija in julija 1945 obsodil nasilje in zahteva, da naj se sovražnik odstrani na legalen način z obsodbami vojnih sodišč in sodišč nacionalne časti, priča, da je maščevanje bilo pogostokrat nekontrolirano. Toda nakljub temu so se poboji nadaljevali. Da je pobijanje strani Ozne, da se je nadaljevalo nakljub kritiki CK KPH in tudi potem, ko je njihov šef Ivan Krajačič Stevo protiv sodelavce, naj nehajo s takšnimi ukrepi, potrdi tudi on sam. Namreč avgusta 1945 je Krajačič sporočil CK KPH, da so iz taborišča v Trogiru preččiščeni mnogi nemški ujetniki. Tako imenovano čiščenje se je seveda izvajalo v soglasnosti z Ozno za Jugoslavijo. Namreč novembra 1945 je Ranković kritiziral Ozno zaradi neodločnega ravnanja z ujetnimi križarji in četniki. Citiram njegovo depešo, ki jo je Ozna za Hrvaško poslala svojim podrejenim organom. Skoro svuda je pojava, da se četnici i ustaše i ostali banditi zarobljavaju umjesto likvidiraju na licu mjesta. Ranković je ukazal, citiram, da v težih primerih po kratkem postopku ubijaju tudi tiste, ki pomagajo banditom, tako imenovanim jatakom. Da je to bila načrtna politika, ukazuje direktiva Ozne za Hrvaško, ki je januarja 1946 upozorila na nujnost strogega ravnanja, citiram, prema banditima i jatacima, uhapšenim u akcijama na licu mjesta postupati strogo i brzo. Neka beseda o komunističnoj partiji in revoluciji. Komunistična partija Jugoslavije organizirala partizansko gibanje in izpostavila vojni in politični monopol ter popolni nadzor nad institucijami bodoče države. Poudarjala je sredino stran boja, prikrivala pa njegovo razredno revolucionarno vsebino. Kako je revolucijo nameravala izpeljati, odkriva besede Josip Broza Tita, ki je februarja 1942 dejal, da bodo likvidirali Kulaka, citiram, ne zato, ker je Kulak, ampak zato, ker je petokolonaš. S to trditvijo so razen komunističnih nasprotnikov, tudi vsi bogataši, pravzaprav so delavci okupatorja, je razložil prikrit taktiko revolucionarnega delovanja KPJ v svobodni vojni in po njej. Da je za časa vojne prikrival revolucionarne načrte, je Tito priznal na 5. kongresu KPJ 48. Dejal je, da je kot predsednik NKO-ja zaradi taktičnih razlogov govoril, da je edini cilj narodno-osvobodilnega gibanja boj proti okupatorju in njegovim sovražnikom ter izgraditev federativne Jugoslavije, ne pa tudi uvajanje komunizma. KPJ je načrt od samega začetka, čeprav pogosto ga prikrito, omejevala vsako obliko političnega pluralizma. Toda javno je še leta 1946 Tito govoril samo proti nekonstruktivni opoziciji, leta 1947 pa že bolj specificirano je to proti vsaki opoziciji, da bi leta 50. svaril nasprotnike, da na volitvah za ljudsko skupščino lahko sodelujejo samo tisti, ki so za socializem. Taktiko KPJ odkrivajo tudi dokumenti Ljudske fronte, organizacije, v kateri so komunisti imeli glavno vlogo.
Tako so na prvem kongresu Ljudske fronte Hrvaške 46. trdili, da je Ljudska fronta vse ljudsko antifašistično demokratično gibanje, leta 1949 pa že je statutarno definirano, da je Ljudska fronta organizacija pod vodstvom komunistične partije. Komunisti so zaradi taktičnih razlogov in pritiskov zaveznikov sprejeli sporazum z kraljevo vlado Ivana Šubašiča. Pristali so tudi na večstrankarske volitve. Toda kmalu se bo pokazalo, da so večino zahtev v demokratičnih pravicah sprejeli samo formalno. Se pravi, kljub temu, da niso javno negirali večstrankarsko demokracijo, je KPJ obdržala svojo diktaturo s popolno kontrolo vseh izvodov oblasti. Le to so z navideznimi parlamentarnimi sredstvi samo potrdili. Predvolilno vzdušje za volitve za ustavodajno skupščino novembra 1945 je britanski veleposlanik takole povzel. Komunisti so boj proti sovražniku zamenjali z bojem proti opoziciji. Pravzaprav opozicija ni imela pogojev za predvolilno kampanjo, ne svojega tiska, ne svojega denarja. KPJ je nadzirala sindikate, državna podjetja, tisk in radio. Njeni člani so sestavljali volilne komisije, delali sezname volivcev in šteli glasove. Marsikje so ljudi z silo gnali na volitve in grozili smrtjo. Skrinjice brez liste so razglasili za črne, ali pa ustaške skrinjice. Marsikatere skrinjice brez liste so imele ozke odprtine, tako da se slišalo padanje gumijastih kroglic. Ponekod so celo volilne komisije prisipavale kroglice in skrinjice brez liste v skrinjico Ljudske fronte. Pritiski na volivce so se ponovili tudi ob volitvah za Ljudsko skupštino PLRJ marca 50. Oblastni komitej KPH za Dalmacijo je sporočal naslednji, citiram: preko Udbe smo se sporazumili, da se pozivajo pojedinci zagriženi, pa jih je Udba pozvala okolo 200 in sa njima su razgovarali, što je imalo uglavnom kod većine dobrih rezultata. Kar se tiče KPJ v odnosu do HSS-a, se pravi Hrvaške kmečke stranke, med vojno in po njej, lahko jo strnemo v 3 točkah. Pritegniti čim večje število HSS-ovcev partizane in s tem povečati število Hrvatov med njimi, zavreči Vladka Mačega in vodstvo HSS-a pod pretvezo, da so idealci, in siliti novo vodstvo HSS-u, ki bo delovalo skozi Ljudsko fronto, ki je seveda bila pod popolno kontrolo KPJ. Taktiko KPJ v onemogočanju HSS-a zelo jasno vpliva besede Edvarda Kardelja, ki po leti 1944 dejal: reakcionare HSS-a treba razkrinkati kao saradnike i agente okupatora ili ustaša. Besedo razkrinkati kaže, da so HSS-ovci krivi, ker si njihovo pasivno politiko komunisti izenačili z aktivnim sodelovanjem z okupatorji in ustaši. Kljub takšni politiki KPJ se je skupina članov HSS-a poskušala organizirati kot opozicija in v svojem časopisu Narodni glas človečnosti, pravice in svobode je zahtevala demokracijo. No, išla je samo prva številka oktobra 1945, namreč oblast je najprej prvo številko prepovedala, ker DB baje zaziva nacionalno sovraštvo in da podpira sovražnike ljudstva. Drugo številko so pripravili za objavo, pa je delavci tiskarni niso hoteli tiskati, očitno pod pritiskom oblasti. Uredništvo je nameravalo najti drugo tiskarno, do novembra 1945 pred Radičevo knjigarno v samem centru Zagreba, kjer se zbirala skupina HSS-ovcev in uredništvo, eksplodirala bomba. Zaradi takšnih pritiskov je časopis prenehal izhajati. Že leta 1946. aprila je politbiro CK KPH ugotovil, da so Mačekovci razbiti od ozne. Skoraj vsi člani HSS, ki so bili strankarsko dejavni, so bili obsojeni na zaporne kazni, med njimi tudi Augustin Košutič, Ivan Andres, Bariša Smoljan, Tomo Jančikovič in Božidar Magovac. Ko niso bili v zaporu, so bili pod kontrolo ozne, kasneje Udbe, kako sta bila tudi Ivan Župašič in Juraj Šutin, bivša člana vlade Josipa Broza Tita.
OZNA za Hrvaško je že za časa vojne izdelala kategorizacijo sovražnikov in nasprotnikov. Na dolgi seznam je razne omenjenega HSS uvrstila na primer tudi duhovnike in anglofile. Preko tajnih zaupnikov je OZNA kontrolirala mnoge institucije in organizacije. Pravzaprav je nameravala nadzirati vsa področja, citiram dokument OZNE, vsa področja družbenega, gospodarskega, političnega in kulturnega življenja. Od tega je bila izvzeta samo KPU. Ranković je maja 47. v svojem navodilu organom UDBE zapisal: na terenu organ UDBE treba da svojo mrežu obuhvati sve neorganizovano stanovništvo do zadnjih zaseva. Nekaj besed o sodiščih. Edvard Kardelj je na 4. plenumu CKKPU junija 51. dejal, da bi komunisti bili iluzionisti in farizeji, če bi rekli, da želimo povsem neodvisna sodišča. Tako je, na primer, glavni namen obsodb sodišč narodne časti iz leta 45. ki so bile pravzaprav revolucionarna sodišča, bila marginalizacija bogatejših in vplivnejših državljanov ter povečanje državnega sektorja v gospodarstvu. Obsojeni so pogostokrat razne lastnine izgubili tudi državljanske pravice, se pravi tudi pravice, da volijo ali da so izvoljeni. Ena od oblik revolucionarnega delovanja je bila tudi povezana s OZNE za sodišči. V dokumentu OZNE za zagrebško oblast decembra 1944 se omenja, da bi sodišča morala sprejemati mnenje OZNE, kako naj se kaznuje obtoženec. OZNE naj bi sodišču pošiljala navodila, ki so jih sodniki pozneje morali uničiti. Znano je tudi to, da so nekatera sodišča proti koncu vojne pisala smrtne obsodbe šele po usmrtitvi, da bi prikrili dejstva, da so mnogi bili ubiti brez sojenja. Komunistična partija je hotela marginalizirati in kontrolirati tudi cerkev, pravzaprav religija nasploh. Komunistična ideja, s tem ateizem, bi naj bili pogojno povedani religija z integrativno vlogo v nasprotju s cerkvami in religijami, ki po prepričanju KPU ustvarjajo podna tla za sovraštvo med narodom. Bakarič, član politbira CK KPK, je decembra 1945. zahteval, da naj komunisti razkrinkajo katoliško cerkev kot ustaško mesto in agenturo imperialistov. Ranković je januarja 1949. poudaril, da je treba duhovnike prikazati kot tuje agente. Najbolj radikalna metoda obračuna s cerkve je bilo seveda pobijanje duhovnikov, sodeč po podatkih iz literature, je samo leta 1945. bilo ubitih 206 katoliških duhovnikov, do konca 1951. pa še 30. Mnogi so pripadali škofijam na Hrvaškem. Skratka, marginalizacija cerkve se je izvajala z ubijanjem in zapiranjem duhovnikov, prepovedjo verskih šol in verskega tiska, ukinitve verovka v šolah in pritiskom na njegovo izvajanje v samih cerkov. Zanimivo je, da so vsi zakoni, na podlagi katerih se preganjalo sovražno delovanje, vsebovali tudi ukrep konfiskacije lastnine v korist države. Ključnega pomena so bili politični in gospodarski cilj KPU, se pravi, na podlagi obsodb za izdajo ljudstva se je izvajala pravzaprav prikrita komunistična revolucija. OZNA je že na začetku 1945. končala seznam za aretacijo tako imenovanih ljudskih sovražnikov. Veliko število, razen seveda samih zločincev, so bili tudi vojni in politični nasprotniki in vse skupaj je pravzaprav povezovalo, da so bili lastniki tovarn, delavnic, trgovin, hotelov, gostiln, odvetniških pisarn in lekarn. Mestni komitej KPH za Zagreb tako v sporočilu iz leta 1948 zapisal, da je poskrbel, da sodišča gotovo vsakemu obsojencu konfiscira lastnino. Citiram: naša organizacija je osigurala takve kadrove in presude, so z manjih greške uvijek završavali konfiskacijo imovine klasnih neprijateljev. Revolucionarno podlago mnogih obtožb je razkril tudi Dušan Brkić, član politbiroja CK KPH, ki je leta 1948. dejal, da je državni gospodarski sektor poniknil iz zaplembe lastnine narodnih sovražnikov in to na podlagi razrednega merila, citiram,
citiram, te konfiskacije imali su i imaju bez sumnje svoj revolucionarni značaj i klasni podaj. Se pravi, to sam že dojavil, so pogostokrat obtožbe za izdajo izhajale iz revolucionarnih ukrepov KPU. Na koncu bi še enkrat poudaril, veliko trpljenje na strani zmagovalcev je bil eden od razlogov za maščevanje nad vojnimi sovražnikom. Jugoslovanski nacionalizem, ki ga tukaj treba razumeti po državno idejo, pa je bil razlog za obračun separatistih, spravi na Hrvaškem starši in domobrani, in pripadniki manjšin, čigave matične države so sodelovali v napadu na Jugoslavijo. Toda prvemu in drugemu vzroku za represijo treba dodati tisto, kar je najbolj bistveno. In to je namen KPU, da vse pravi, namišljene vojne in politične nasprotnike fizično uniči ali pa popolnoma družbeno marginalizira s ciljem, da vsili svojo neomejeno diktaturo in uresniči revolucijo, kar je bil glavni razlog za izgraditev represivnega sistema. Hvala lepa. Najlepša hvala.